Fine, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fine podcasta. Spet smo tukaj za vas in spet imamo tukaj zgodbo in fajn gosta za inspiracijo in za dober začetek tedna. Težki časi so, ampak se mi zdi, da ravno za takimi zgodbami ljudi, ki živijo in delajo stvari, ki jih veselijo in živijo skozi svoje srce, se lahko dvignemo in tudi sami pri sebi najdemo neko motivacijo. Danes je z mano, on sam sebi pravi sanjač, o tem bova govorila, zakaj je tako. Sicer pa filmski all-rounder, bi jaz rekla, ustvarjalec, kritik, reporter, voditelj filmskih premier v Sloveniji, živa filmska enciklopedija tudi in pa ustanovitelj ene najhitreje rastočih in po mojem tudi ene najbolj kakovostnih Facebook strani na temo filma in filmske umetnosti. Matej Patljak, pozdravljen. Ja, bodi lepo pozdravljena. Prav tako lepo pozdravljeni poslušalci oziroma gledalci. To je bilo zdaj kar dosti, ali ne, Matej, sem Zelo naštela. Mene res tako inspirira že samo to, da poznam nekoga, ki se toliko strastno preda filmom. Jaz sem tudi, bi rekla, filmofil, ful jih rada gledam, se ne poglabljam sicer v neke te podrobnosti, pa te stvari, ki se mogoče bolj ti, ampak res uživam in sem hvaležna, da obstajajo filmi. Ne? Kak je pa pri tebi to, ta strast? Opiši mi, zakaj filmi in kaj za tebe predstavlja v bistvu ta filmski svet? V bistvu bi lahko vse skupaj razložil z zgodbo, kako sem se sploh zaljubil v filme. No, daj. V 90-ih so na televiziji bile tako imenovane tie-in reklame za McDonald's, se pravi, pridite k nam in dali vam bomo igračko tega pa tega filma. In jaz sem videl reklamo za animirani film Življenje žuželk oziroma A Bug's Life in sem seveda tečnaro, zdaj pa moramo v kino, zdaj pa moramo v kino. In po tednih teženja se je odločil, da naj sestro zdaj pa res pelje v kino. To bi bil moj prvi obisk kina. Ko smo prišli, navdušenje naraščalo, napetost, se usedemo v dvorani, so gasne luči in začne se napačen film. Zato, ker sem jaz očetu rekel, da me more peljati na film o mravljah. Sta pa bila dva filma o mravljah in sicer še Mravljinec z Ants. Zaradi tega sem razočaran bil, se obrnil na očeta in rekel, ati napačen film, gremo domov, ampak on trmast kot je. Je rekel, ne, zdaj smo vstopnice kupili, ga bomo pogledali. In to je bilo nekaj najboljšega, kaj se lahko odločil, zato ker je bilo wow. Jaz sem se zaljubil v film, v kino, zaradi tega filma in sem potem v bistvu po ogledu tega filma sem vsak teden hodil v kino. Je pa bila težava, da so bili filmi samo med vikendi, tako da sem pol med tedni sam na začetku z igračkami, ko sem že odraščal z mojimi prisiljenimi igralci, se pravi sestrične, bratranci, sestra, mama, oče, sam delal filme, tako da sem pripovedoval zgodbe. Tako da jaz pravim, da je kino najbolj magičen, možen prostor, ki ga lahko obiščete. In sicer, ko pridemo na svet, je dejansko, ko smo dojenček, je za nas vse magično. Ne? Vidimo metuljčka in je to nekaj neverjetnega, začufotamo v banici in je to čarovnija. Ampak potem vedno bolj, ko odraščamo, pa odkrijemo Božičkovo skrivnost, potem čarovniški triki izgubijo fascinacijo, ker vemo, da so le triki, da ni magija. Ampak mislim, da kino je pa en res tak prostor, kjer še zdaj so čudeži in čarovnija, kjer živijo in dejansko vidimo lahko leteča kolesa, piratske ladje, princese in prince, želje in cilji se uresničijo in da mene to zaljubil sem se v film. Se mi zdi, da filme gledamo iz dveh nekih razlogov. Ne? Včasih jih gledamo samo zato, da damo možgane na off in filmi so tako terapevtsko orodje, ne? Da lahko to narediš, sploh če so enostavni pa dovolj zabavni, ne? Da ne grejo pa že v tisto smer, da so pa preveč, ne vem,
se trudili z zabavnostjo, ne, pa spet moraš malo klopiti, ne. Tako da ali pa da te inspirirajo, no, jaz se gledam, ne. Pa že imamo mogoče res eno tisti tretje filme, ki pa si želiš včasih, da hočeš, da razmišljaš zraven, da te postavijo pod izzive non-stop v psihi, ne. V glavnem imajo vse te vloge, ne. Drugače je pa tudi pri filmih, eden izmed najbolj znanih filmskih kritikov je zelo lepo povedal, da pač film, če deluje, ti za uro pa pol ali pa 2 uri pozabiš kje si parkiral avto, številko svojega telefona in vse ostalo in v bistvu stopiš v čevlje nekoga drugega in vidiš svet skozi oči nekoga drugega, druge rase, drugega spola, drugega poklica. In če film tako deluje, potem te ta film v bistvu res, je rekel Roger Ebert, naredil boljšega človeka. To je ful zanimivo, ko si rekel pač, da je oče, da si ga nekako prepričal in da je potem v tistem nekem momentu vztrajal. Istočasno pa pač na YouTube kanalu imaš napisano, da boš v enem trenutku šel pač v pravo službo, ne? Do takrat boš pa v bistvu kritik in boš opazoval delo ljudi, ki so bolj nadarjeni kot ti, s čimer pač daš nek poklon vsem filmskim ustvarjalcem. Kar mi je tu zanimivo je ravno to, ne, pač si tipični in močen predstavnik milenijske generacije, v kateri pač bolj sledimo temu, kar nam srce pravi, bolj iščemo neko delo, ki nas veseli, ne gremo kot prejšnje generacije avtomatično v neko službo zaradi denarja, ne iščemo pač nekega sistema, pravzaprav se hočemo izogniti sistemu, kolikor dolgo je le možno. In me zdaj zanima, kako tvoji starši danes, ne, ker pač takrat je bil prelomni trenutek, v bistvu je kar ata, tvoj malo kriv, da je takrat vztrajal, da pogledate tisti film do konca. Kako pa danes dojemajo v bistvu to tvojo strast? V bistvu oče je sicer zdaj žal pokojen, ampak kolikor ga poznam, bi bil zelo ponosen in vesel, zato ker je tudi sam pač užival v filmih. Sicer je vedno rekel, da pač za njega so bili preprosti filmi, zato ker on je delal 8 ur, delovnik v tovarni in potem, ko je prišel domov, je pač se rad, tako kot si ti tudi rekla, sprostil in pač imel rad akcijske filme z Arnoldom Schwarzeneggerjem, Sylvestrom Stallonom in tako dalje. Tako da on bi po mojem zdaj bil zelo, zelo vesel pa ponosen, res kako globoko sem vpleten, no, ker si takrat zagotovo, ko smo šli gledati napačen film, oziroma v mojem primeru je bil pravi film, za mene, si niti predstavljati, po moje ni mogel, da bom nekoč sam tako vpleten v ta film, da bom celo spoznal režiserja tega filma, Mravljinec Z, in mu povedal pač celotno zgodbo. Kako se zgodi, da v bistvu en fant iz Slovenije pride do toliko pomembnih ljudi v filmski industriji, svetovni? Najprej jih je treba prepričati, da si pravi, da poročaš o filmih, delaš intervjuje in obiskuješ svetovne premiere. Potem, ko jih pa prepričaš, jih je pa potrebno še vsako leto potem prepričati, da si minulo leto dobro oziroma zadovoljivo poročal iz teh filmskih festivalov. Je pa res, da jih je zelo malo iz Slovenije ljudi dobi novinarsko akreditacijo na teh festivalih. To govorimo o številki, ki lahko na obe roke preštejemo. Neke vrste hvaležnost najbrž potem se v tebi prebuja, da ravno ti, ravno ta tvoja pot. Čemu prepisuješ? Pač je to sreča, je to, ne vem, tvoje dobro delo, misliš, da je to poslanstvo, je to usoda? Zdaj bom rekel, da je mešanica tako. Kanček sreče, mar filmske magije oziroma magije mestnih kinodvoran, ki sem jo omenil, ker je veliko pri teh akreditacijah z kritjem stroškov potovanja pa bivanja mi pomagal tudi moj šef, direktor naše kinoverige, za katero delam. Potem pa tudi mi je z nasveti veliko koristil filmski kritik Matic Majcen, tako da veliko stvari se je poklapalo, no. Da sem zdaj res, jaz pravim tako, ne, delaj na tem, ko imaš rad in ko boš enkrat plačan za to, ne boš nikoli več v življenju delal. In nekako tako se jaz zdaj počutim, no. Tako da res sem zelo, zelo hvaležen, da lahko živim od tega ta trenutek, da dejansko
gledam filme, pišem o njih, ter se družim, pogovarjam z filmskimi ustvarjalci. Si imel kdaj dvom, da je to prava pot, oziroma da mogoče to ni nekaj, od česar bi lahko živel? Si se kdaj boril v sebi za to, da bi mogel pač vse skupaj dati na stran, pa si res poiskati pravo službo? Zdaj tako direktno ne, ampak sem pa imel to, ker drugače jaz imam tudi bipolarno motnjo in to zdaj najlažje opisati, da to je duševna bolezen, pri kateri imaš nihanja, se pravi, lahko si v depresivni fazi, lahko si pa v manični fazi. V depresivni, to verjetno tako vsi poznajo, si pač žalosten, ne vidiš nekih smisla v stvareh. V manični pa si lahko se zdvigneš in si letiš in delaš stvari, ki niso primerne, prizadeneš koga v okolici. In v glavnem, tu sem imel pa 2-krat težavo, tu imam za sabo 2 poskusa samomora. In sicer takrat, ko sem bil v Mariboru na prvi gimnaziji, sem še delal za televizijo in res sem bil v zraku. Se pravi, bi lahko rekli, da je bila manična faza, in potem se pa pri bipolarni motnji značilno, da iz manične faze hitro padeš v depresivno fazo. Ampak ko padeš, pa res padeš v tla, in takrat je bil prvi poskus samomora in pol kasneje hospitalizacija in pa, da smo sploh diagnosticirali pač za čem je težava. Tako da takrat bi lahko rekli, no, da sem imel tudi neke dvome o smiselnosti tega, kaj počnem. Kaj pa danes? Kaj te drži gor, oziroma kaj te rine naprej? Se počutiš danes recimo bolj stabilno, bolj je to, da se ti je razvila pač ta pot za filmi in da se še naprej razvija? Je to nekaj, česar se lahko oprimeš potem v najtežjih trenutkih? Ja, vsekakor. Vsekakor, tudi zato, ker sem spoznal na vseh teh filmskih festivalih res ogromno najrazličnejših ljudi in potem, ko je kdaj kak slab trenutek, pač pogledaš sliko s prijatelji, pogledaš kak video, pogledaš in nenazadnje si rečeš, glej, živiš od tega, da gledaš filme, ne? Mislim, koliko malo ljudi lahko reče to na svetu, plus tega, da zelo malo ljudi tudi delajo to, kar jih res veseli. Čeprav smo generacija, ki začenja to pač nekako postavljati kot prioriteto in standard, še vedno pač ogromno ljudi, ki misli predvsem, da ne more delati to, kar jih veseli, ker to ni ali profitabilno, ali noben tega ne rabi, recimo, ne, ali nimajo dovolj poguma, da bi stopili, ker je pač, ne vem, lažje slediti nalogam, kot pa si jih sam zmišljevati. In zato je pač to pomembno, so te inspirativne zgodbe, ne, se pravi, da iz različnih koncev, z različnimi predispozicijami ljudje pač sledite svojemu srcu in da se vam v bistvu v enem trenutku odpre, ne, se pravi, vedno znova si v Fine podcastih dokažemo, da se splača verjeti v bistvu v to, kar najbolj globoko v sebi čutiš, da je to, ne. In ponavadi se to zgodi že, tudi ta vzorec se ponavlja, v bistvu, da se zelo zgodaj že zgodi, ne, že v otroštvu. Kdo pa so ljudje, ne, ker ko gledaš filme ali pa hodiš po teh premierah in po teh festivalih, mislim, to so za vse nas pač zvezdniki, ampak istočasno veliko izmed njih je res amazing ljudi, ne. In kdo so ljudje, ki tebi jemljejo sapo, ker ti jih res gledaš na dnevni bazi, jih proučuješ, si skozi obkrožen z njimi, kdo so tisti, ki bi jih recimo zdaj izpostavil kot ljudi, ki ti jemljejo sapo? Definitivno je to na prvem mestu zame osebno Tilda Swinton, ker to je res tako prijazno bitje, zavzema se za pravice živali, ljudi, dobrodelnost, plus tega pa vrhunska igralka, ki je igralski kameleon, dobesedno, mislim, menjava videz, vrhunska je res. In tako prijazna, no, osebno, pa pristna, pa duhovita, res ona ima, ni vprašanja, ki ga boš postavil, da ne bi
našla duhovitega odgovora. Na tem pa mogoče še bi izpostavil Petra Sarsgaarda, to je igralec, Agnes Varda, ne smemo pozabiti, zdaj žal pokojna, belgijsko-francoska režiserka dokumentarnih filmov. Ona je tudi, vedno, ko si se z njo pogovarjal, če si imel kakšno sliko zraven od nje, ti je razložila, kdaj je slika nastala, kje je nastala, kako je bilo, ko je nastala, tako da se je res vzela čas. To je res zanimivo, ne? Če gledaš tako veliki ljudje in da si vzamejo pač čas, ne? To je neprecenljivo, ne? Kolikokrat se zgodi, da pač, mislim, mi vsi vemo, da biti zvezda, se mi zdi, da je to zdaj že splošno znano, je res težko, je res naporno, je res izčrpajoče, je res, mislim, po eni strani si izpostavljen celemu svetu kot človek, pa noben noče, da si ti človek, vsi hočejo, da si sam ta ikona, ti pa si vseeno človek in se mi zdi, da res to je neprecenljivo, da nekdo je sposoben pač vseeno obdržati to človeškost v sebi, ne. Ti si tudi študiral zgodovino, se pravi, na kak način pa povezuješ, na primer, interes do zgodovine, pa recimo interes do filmov, ne? Ker filmi nam dajo nek pogled v zgodovino, ne? To, kar si rekla, pogled v zgodovino, poleg tega je pa zgodovina sestavljajo številke in pa v filmih je tudi ogromno številk, tako da mene to od nekdaj fasciniralo, kdaj je kateri film izšel. Recimo, če se z mano kdo pelje na kakšno daljšo pot, recimo v Cannes, na festival, ponavadi me po poti sprašujejo, mi dajo naslov filma, jaz jim pa povem, katero leto je šel, tako dober sem v tem. Potem so tu tudi statistične številke o ogledih, se pravi, zelo spremljam, koliko je kateri film zaslužil, kateri film je bil najbolj gledan, leta 90, kateri je bil najbolj gledan, tako da mene so od nekdaj fascinirale pri zgodovini, čeprav to je malo čudno, no, ker večino zanimajo dogodki, ampak mene so pa bolj fascinirale te številke, tako da jaz sem predvsem iz tega vidika šel študirati zgodovino, ker me res zanimajo predvsem številke, no. Ker si poznavalec zgodovine filmov, ne, kako se je film spreminjal do danes skozi čas v smislu človeškosti v filmih? Je več sporočilnosti noter, kot je bilo včasih, ali je v bistvu manj sporočilnosti, pa več pleha, po domače povedano? Kak ti vidiš ta razvoj? Zdaj, problemček je, da je zdaj dosti več filmov, kot jih je bilo včasih. Tako da zdaj tako površno pogledano bi lahko dal komu prav, da je veliko slabih filmov, ampak je problem, da zdaj posnememo tako zelo, to govorimo o, ne vem, 1000% ali pa še več filmov, ko smo jih posneli, naprimer pred 60 leti. Tako da posledično, ja, je veliko slabih filmov, ampak je pa tudi so dobri filmi, zato ker so se razvijali žanri. Zdaj imamo žanre, ki jih pred 60 leti sploh imeli nismo. Recimo komična grozljivka, jaz to ne razumem. Potem to je pomembno, pa zdaj je tudi pomembno, da do pred kratkim, recimo, so bile režiserke redkost. In recimo filmi, kot je Never, Rarely, Sometimes, Always, nikoli, redko, včasih, vedno, to je moj najljubši film lanskega leta. Recimo ga lahko pove samo režiserka, zato ker govori o dveh prijateljicih, ki gresta narediti splav v drugo zvezno državo, ker pač v Ameriki ni vseh državah splav dovoljen. In to za moje pojme lahko pove samo režiserka, ker ne more ki ne more postati noseč in ne ve, kako je ta občutek, pač pristno povedati te zgodbe. In pred 60 leti bi bilo to nemogoče, da tak film pove režiserka, zato ker praktično režiserk bilo ni. So filmi dobili več pristnosti zaradi diverzitete, ki se je zgodila tudi behind the scenes, ne? Točno to. Tudi pred 60 leti skoraj da ni bilo temnopoltih ustvarjalcev filmov, azijskih ustvarjalcev filmov, tako da se je zelo razširila, tako kot se je rekla, paleta, oziroma zelo raznolik je film zdaj, ko je bil film recimo 60-70 let nazaj. Zdaj pa še sam za konec, Matej, dve vprašanji. In sicer prva, ki se mi je zdaj porodila medtem, ko sva se pogovarjala o filmih, kakšen film manjka še Slovencem? Kaj bi Slovenci mogli še posneti? Kaj nam manjka na slovenski filmski sceni? In za konec, kaj si želiš za svet?
ti osebno, kakšen si želiš, da bi bil svet v prihodnosti? Za Slovence nam manjka, v bistvu mi nimamo dobenega dobrega priredbe do naših dobrih romanov, se pravi Pod svobodnim soncem ali pa Krst pri Savici. To sem govorila, Krst pri Savici, razumeš, Braveheart, Gladiator, ne vem kaj vse, razumeš, točno to vidiš. Tu je problemček finance. Ti filmi so namreč zelo dragi, ker rabiš nešteto statistov. Ne vem, nešteto ton litrov krvi. Tako, kostumografija, tako da jaz se bojim, da še kar nekaj časa ne bomo žal imeli filma takega kalibra. Ja. Svetu poželim predvsem, da jaz imam tako zelo znan odzdrav, bodite veličastni in prijazni do sebe, drugih in sveta. S tem pa mislim v bistvu, da dajte poslušati ljudi okoli sebe, bodite pozorni. Prijaznost je res tako fina zadeva, ker nikoli ne veš, kaj se dogaja v življenju nekoga, ki ga srečaš, tako da če si pa prijazen, pa mu lahko pomagaš ali pa oziroma mu vsaj polepšaš nekaj sekund dneva. Ta voditelj pogovornih oddaj, Letterman se piše, on je svojim otrokom vedno vsak dan govoril zjutraj, da si morajo zapomniti 2 stvari. In sicer, da je najboljši pisec glasbe Bob Dylan in da morajo biti prijazni do čisto vseh ljudi, ki jih srečajo v življenju. Tako da, nekako po tem načelu tudi samo se ravnam. No in s tem mislim, da lahko zelo lepo zaključiva današnji Fine podcast. Bodite prijazni, bodite pa tudi veličastni, kot je rekel Matej. Pomislite, v vseh nas je veličastnost in lahko jo živimo in lahko jo dajemo svetu in bodimo pozitivni in vidimo dobro. In mislim, da nimamo tukaj več dosti filozofirati, pa poglejte, kak dober film. Sledite Matejevi strani, Matejev filmu tako in drugače in tam najdete kakšen dober film, pa tudi seveda polajkajte, engagejte se, zato ker skupnosti nas bodo držale gor v teh težkih časih. Lepo bodite, lep ponedeljek, čau! Čau, hvala! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.